Me vidite. Najlepša hvala profesor Ojsteršku, najlepša hvala Mihu za moderiranje. Glavni namen in cilj znanstvenega publiciranja je distribucija rezultatov raziskav in seznanitev bralstva z najnovejšimi znanstvenimi dosežki. Revije, ki so željo po kakovosti in etična načela pri objavljanju vgradile v svoje delovanje, tvorno prispevajo k odgovorni in kritični znanosti. Program, ki ga je predstavil doktor Ojsteršek, je pri tem lahko v dragoceno pomoč. Moj del izvajanja, to bo malo daljši zaključek, pa ne preveč dolg, pa se nanaša na to, kako še lahko prispevamo k večji transparentnosti objav in posledično zmanjšamo možnost slabih praks. Dotaknila se bom metapodatkov v člankih, nekaterih pravil pri opremi člankov in navajanju literature. Torej, za razliko od doktora Ojsterška se bom bolj osredotočila na članke in ne na doktorska diplomska dela. Torej, osnovno izhodišče je, da če bodo članki opremljeni z ustreznimi metapodatki, bo njihova pot v bibliografske baze indekse lažja in njihovo funkcioniranje znotraj teh indeksov bolj pregledno. Vse to pa prispeva k večjemu zaupanju uporabnikov v te zbirke. Kljub nekaterim pomanjkljivostim so informacije v bibliografskih bazah podatkov vse popolnejše in za uporabnike vse uporabnejše. Njihova glavna prednost teh podatkovnih zbirk so pa iskalniki, s pomočjo katerih lahko izluščimo tisto, kar nas kot raziskovalce, strokovnjake določenega področja zanima. Najti relevantne objave je še toliko bolj pomembno, če vemo, da živimo v času izjemne akademske hiperprodukcije. Ta kultura publish or perish je prežela vse spore akademskega in z njim povezanega okolja. Ta velika količina podatkov, ki nastopa v bibliografskih bazah podatkov, je spremenila tudi način, kako mi kot uporabniki, raziskovalci poiščemo prave, zanimive, relevantne objave. Torej, vse redkeje gremo sistematično čez določeno revijo. Raziskave namreč kažejo, da so bibliografske podatkovne zbirke, kot sta VOS in Scopus, ali akademski brkljalniki, kot je Google Scholar, izhodišče skoraj tako rekoč vsakega iskanja ustreznih člankov. In če torej vemo, da so bibliografske baze vedno obsežnejše, kot vidite na sliki, v Scopusu je več kot 22.000 revij, več kot 70 milijonov zapisov, je jasno, da te baze zmorejo obdelati ogromno količino podatkov, edino s podatkovnim rudarjenjem in strojno obdelavo. In torej, kaj lahko mi sami storimo, da bo naša revija, naš članek viden v tem ogromnem bazenu? To vprašanje postane še posebej relevantno, če vemo, da vidnost prinese s seboj transparentnost, kar posledično zmanjša možnost slabih praks. Odgovor na to vprašanje, kaj lahko storimo sami, je en sam. Poskrbeti moramo, da je v revijah in člankih čim manj napak. Ne govorim o napakah v samem strokovnem besedilu, tudi tam jih ne bi smelo biti, da je jasno. Govorim o napakah v opremi besedila, v metapodatkih. Problem teh napak je, da ne ostanejo omejene samo na revijo, ampak se preslikajo v bibliografske baze. Ključno je torej zavedanje, da je večina napak v bibliografskih bazah, da je večina teh napak korenini v naših člankih in revijah. Do sedaj sem ostajala večinoma na teoretični ravni, v nadaljevanju bom bolj konkretna. Podala bom nekaj pogostih napak oziroma neprimernih praks, zaradi katerih članek oziroma revija ni zadovoljivo reprezentirana in vidna v bibliografskih bazah.
citati niso zabeleženi in posledično osebna bibliografija posameznika in dosežki ustanove pomanjkljivo prikazani. V takem zamegljenem svetu pa je več možnosti za neetične prakse, za plagiranje, na primer, da spet delim zaslon z vami. Torej, glavne napake. Napačno navajanje avtorja. Največ napak pri navedbah avtorja nastaja zaradi šumnikov in dveh priimkov. To je dejstvo. Nekaj pa je tudi takih napak, ki jih zakrivimo mi sami. Prva taka je navajanje avtorja v besedni zvezi oziroma z dodatki, kot so predstojnik, predstojnica inštituta. Torej, priporočam zapis samo imena in priimka, brez neke funkcije, ne v vezani obliki v imenovalniku in na začetku vrstice, ne znotraj stisnjeno med neko drugo besedilo, ker imajo potem to strojno zajemanje podatkov, ima težave pri tem. Priporočamo dodajanje ORCID kode. Lahko reši nekatere zagate z napačnimi imeni, ne pa, žal pa ne vseh. In potem navajanje afiliacije. Velja podobno kot prej. Ne navajati svoje afiliacije v besedni zvezi, kot na primer ZRC SAZU v Ljubljani, na inštitutu za. Torej, priporočamo navajanje zgolj v imenovalniku, enote in podenote naj bodo medsebojno ločene z vejico in seveda rabo samo uradnega naslova ustanove. To se vam zdi neverjeten nasvet, ampak res zelo pogosto ljudje navajajo v člankih dejanski naslov, kjer je njihov oddelek oziroma enota. Povem samo primer. ZRC SAZU je imel v Skopusu več kot 50 različnih identitet. Neverjetno. Večina jih res izhaja iz našega neposrečenega in predolgega imena, nemalo pa jih je zaradi napak, ki smo jih sami navedli v svojih člankih. Narobe smo napisali ime svoje lastne ustanove v določenem članku. Torej, zakaj Skopus ustvari novo identiteto? V zgornjem delu te slike vidite screenshot iz Skopusa. Torej, naš avtor, naš zaposleni je napačno navedel angleško ime svojega inštituta. In ker strojno branje na Skopusu tega inštituta ni prepoznalo, je ustvarilo novo identiteto ZRC-ja. Torej, tukaj je zelo pomembno poenotenje v reviji, še zlasti poenotenje znotraj članka, znotraj iste številke revije, zapisovanje avtorja, avtorjev in ustanove na nek enak, konsistenten način in seveda brez napak. Naslednje zelo tako perečo področje pa seznam referenc. Navajanje referenc. O referencah smo se danes že veliko naposlušali. Torej, ustrezno citiranje in navajanje literature sta ključni za presojo kakovosti določenega članka. Obenem pa omogočata, da ugotovimo, kako vplivanje posamezen članek na kateri intelektualni tradiciji temelji. To pa lahko bistveno prispeva k sledljivosti razvoja intelektualne misli. Večina besedil v člankih, tudi v tistih, ki so online, ni v formatu HTML. Zato morajo stroji ugotoviti sami, katere vire avtor navaja. Pri tem se največkrat oprejo na identifikatorje, najbolj znan je DOI. Torej, če tudi vi kot avtorji uporabljate papirno različico članka, v seznamu literature navedite DOI. Tudi če vi kot avtorji uporabljate virtualno različico članka, ki ste ga dobili prek ResearchGate ali akademije, v seznamu literature navedite DOI, ne pa recimo linka na ResearchGate.
In naj pokažem še nekaj neposrečenih primerov navajanja literature v člankih. Torej, prvi primer, dolga črtica nam v primeru ponavljajočega se priimka. Torej, tudi če se isti avtor pojavlja v seznamu literature. Ta dolga črtica ni primerna, ker je stroj ne zna prevesti v tem primeru v priimek Urbanc. Drugi primer je pa citiranje pod črto, če ni končnega seznama literature. Torej, če ima revija samo citiranje pod črto, iz katerega morajo stroji razbrati seznam literature. Levo je, kako avtor v članku referira isto referenco zaporedoma, in desno, kako se to preslika v Scopus. Torej, v Scopusu imamo pri tem dotičnem članku isto referenco našteto večkrat. Edina razlika je v številki strani, kot lahko vidite. Naslednji tak primer manj primernega ali pa neprimernega navajanja literature je pa citiranje pod črto, ko je komentar oziroma dodatna razlaga skupaj z navedbo vira. Poglejte pravokotnike istih barv v zgornjem in spodnjem besedilu. V tem primeru je pri procesiranju članka v Scopusu prišlo do izmaličenja izvornega besedila. Ne gre več samo za to, kot v prejšnjem primeru, ko ste videli, da je bila ena referenca večkrat navedena v Scopusu. Tukaj gre za vsebinske napake, ki spremenijo pomen vsebine. Problem torej ni samo v tem, da je seznam referenc v Scopusu neurejen in da je že na prvi pogled videti neprofesionalen. Omenjene prakse navajanja literature imajo lahko zelo utepljive posledice, tudi za vidnost, ne samo dotičnega članka, ampak cele revije. Težavi sta dve. Prvič, se citati ne morejo povezati, ker v navajanju prihaja do razlik, in drugič, seznam referenc v Scopusu, recimo, če ostajam pri Scopusu, je daljši kot v resnici, kar ima spet negativne posledice pri računanju učinka oziroma v primeru Scopusa pri računanju SNP-a. Zlasti pa tako neurejen seznam literature meče slabo luč na avtorja in revijo. Saj vemo v bistvu, da so take napake posledica strojne obdelave referenc, pa vendar se jih z drugačnim navajanjem, z nekim ustaljenim navajanjem referenc, pa lahko zmanjšamo možnost takih napak. Torej, primeri, kot sem vam jih pokazala, so res ekstremni. So pa še druge napake, malenkostne, recimo na prvi pogled, zaradi katerih se dva članka ne povežeta. Recimo, naj povem primer, samo drobna napaka v navedbi števila strani lahko povzroči, da se citirani in citirajoči članek ne moreta povezati. Tako da počasi sklenem. Vsebina članka je in bo tudi vnaprej najpomembnejše merilo za kakovost objave, vendar pa vidikov, o katerih sem govorila, res samo na hitro, o tem bi se veljalo bolj na dolgo in bolj natančno kdaj pogovoriti, ne bi smeli spregledati. Poleg zaupanja v podatkovne zbirke, ustrezna oprema člankov z metapodatki lahko prispeva k hitrejšemu razvoju znanosti. Naj pojasnim, zelo pomembno je, da raziskovalec, raziskovalka najde vso ustrezno literaturo na določeno temo in dobi vpogled v najnovejši state of the art. Potem pa svojo raziskavo lahko nadgradi obstoječe znanje in tako premakne meje vedenja. In še nekaj besed čisto za konec. Danes smo osvetlili samo nekatere vidike raziskovalne integritete. Teme nismo izčrpali, to bi bilo vendarle preambiciozno. Ampak smo le pokukali v nekaj predalčkov povezanih z
raziskovalno integriteto. Z angažiranjem tujih predavateljev smo prinesli širši evropski vidik, združili smo teorijo in prakso. Upamo v imenu organizatorjev, upamo, da ste danes slišali vsaj nekaj misli oziroma idej, ki so v vas budile zanimanje ali za katere se vam zdi, da bi jih bilo vredno se zapomniti in jih recimo prenesti v svoje vsakdanje delo. V vašem in mojem imenu bi se zahvalila Milanu Ojsteršku za to zelo poučno, zelo natančno in izčrpno predstavitev in prikaz konkretnih primerov in Mihu Pečetu za popoldanski del, za moderiranje popoldanskega dela. Vsem vam se najlepše zahvaljujem za udeležbo, v upanju, da se čim prej vidimo v živo, ob kavi vas lepo pozdravljam. Srečno!